Danes je v Izoli zasedal zbor članstva Zveze društev upokojencev Slovenije. V čem je tekla beseda? Ja, kot vsako leto, o tem, kaj smo preteklo leto naredili in kaj bi radi naredili. Letos potekajo vse aktivnosti v znamenju recesije. Tudi nam zmanjkuje denarja za vse naše aktivnosti in zaradi tega iščemo intenzivno nove vire in pa se skušamo kar se da racionalno obnašati. In o tem smo se precej pogovarjali. Pogovarjali smo se tudi o spremembi statuta. Zdaj se ljudje ne upokojujejo tako hitro in toliko, kot so se včasih, zaradi tega smo predlagali, da bi začeli sprejemati v naše vrste seniorje starejše od 50 let. Tle je bilo kar nekaj pripomb, ampak kakšni so pri 50 letih stari, drugi pa pri 80 niso. Tako da jaz mislim, da je to pametna odločitev, da bomo imeli v statutu, da lahko se nam pridružijo vsi seniori dobre volje, ki so nam pripravljeni pomagati v borbi za pokojnine. Kot se kaže, nameravajo drugo leto zmanjšati pokojnine. Mi trdimo, da smo prvič prispevali k racionalizaciji pokojninskega sistema že zelo veliko. Drugič, z vsemi temi ukrepi, ki so prizadevali pokojnine, so polovico upokojencev potisnili že pod rob revščine. In tretjič, mi smo za to vplačevali, to ni nobena socialna dajatev, povprečen človek, ki je vplačeval 34 let in zahtevamo samo to, kar nam pripada. Če je država med tem nekritično porabila sredstva, ki bi jih morala zagotavljati za pokojninski sistem, potem naj se disciplinira in naj poišče sredstva tam, kjer so na voljo. In danes smo rekli, da predvsem v obdavčenju vseh prispevkov in pa pri tem, da ne samo da obsodijo te, ki so uničili finančno slovensko državo, da jih pozovejo na odgovornost in da je ta odgovornost tudi premoženjska. Se pravi, da mora vrniti vse, kar je ustvaril v času, ko je odločil. Torej boste šli v boj za ohranitev pokojnin? Na vsak način, mi to že 2 leti se trudimo, da bi čim več našega članstva pripravili do tega, da bi začeli redno obiskovati poslance. Kot veste, imajo poslanci tedensko pisarno v svojem kraju, tam, kjer je bil izvoljen, pa jih je tam 1/3 jih hodi v te pisarne, 2/3 pa ne. In naš prvi cilj je doseči, da bodo poslanci vsak teden prišli med volivce, drugi cilj je pa, da bodo spremenili odnos do svojega dela v parlamentu, da bodo namesto poslušni politično-gospodarskim elitam, da bodo prisluhnili ljudem in da bodo res začeli braniti pravice ljudi, kar pomeni, da bomo naredili vse, da dvignemo njihov ugled v slovenski družbi. Podelili ste tudi 2 priznanji. Ja, naši dolgoletni drugi delavki Hotela Delfin smo se zahvalili, šla je v pokoj, to je prodajna referentka, gospa Katja Ogris, in pa društvo Duplek v Mariboru je želelo, da na občnem zboru podelimo častno članstvo naši članici in podpredsednici ZDUS-a, ki je bila hkrati 20 let predsednica društva, organizatorka izletov, aktivnosti v društvu. Torej Slavica Golob, naša podpredsednica, je postala častna članica ZDUS-a.